Pozdravljeni cenjene gledalke in gledalci. V Posavskem obzorniku tokrat predstavljamo nekaj jubilejnih dogodkov, začenjamo pa ga s ta čas najpomembnejšo problematiko v brežiški občini. Vasi okrog Dobove so vsakih nekaj let poplavljene. Protipoplavno zaščito naj bi prinesla gradnja hidroelektrarne Mokrice, a s predlaganimi rešitvami ljudje niso zadovoljni. V Ločah, Rigoncah in Mihalovcu so ljudje zaradi vode utrpeli že ogromno škode. Zadnja velika poplava je bila leta 2010 in takrat so si vsi želeli, da bi se čim prej začela gradnja brežiške in mokriške elektrarne, saj bodo takrat dobili varovalne nasipe. Brežiška elektrarna se bo začela graditi prihodnje leto, za Mokrice pa so šele javno razgrnili osnutek prostorskega načrta, ki pa je razočaral. Mislim, da bojo nasip napravili nižje od vasi. Z tem visokovodnim nasipom so nas pa zajeli, tako da imamo preprečeno kakšnokoli gradnjo ali širitev vasi. Tudi povezava z vasjo Jesenice, ki je bila obljubljena in smo jo zelo želeli tako z ene strani kot z druge strani, s tem projektom je ni noter in so ljudje zelo ogorčeni. Mi bomo poskušali vse, tudi če ne bo druga, bomo bojkotirali volitve, tako da opozorimo na naš problem. Se vidite, da drugače to, kar se danes tu pogovarjamo, bojo mogoče na eno uho noter, na drugo uho ven in bojo neke strokovne obrazložitve dali, s katerim se mi ne bomo strinjali. V pogovorih jim je bil obljubljen tudi most čez jezovno zgradbo, kot je na elektrarni Blanca, ki bi jih povezal z Jesenicami na Dolenjskem. To je most za osebni promet in za traktorje, ker tudi naši ljudje imajo tam parcele, imajo vinograde, imajo polje in njive in zdaj, če hočejo iti na svoje parcele, morajo iti v Brežici in okoli, to je cirka 20 km. Tako pa bi prečkali, mi bi bili v 1 kilometro, bi bili prek. Druga pa tako in tako ne dobimo. Retenzije cele Slovenije, smrad, ne vem kako bi se izrazil, in razlivno območje, ki bo še slabše, kot je bilo do sedaj. Krajevna skupnost Dobova, kamor spadajo vasi na levem bregu Save, je dala na razgrnjeni načrt utemeljene pripombe. Pričakujemo, da bo življenje na območju po izgradnji hidroelektrarne Mokrice se poboljšalo, ne poslabšalo ali ostalo v takšnem nivoju, kot je sedaj. Skratka, mi smo razlivno področje cele Slovenije, količina vode se pri nas sešteva in na koncu, ko to vse analiziramo in ko to vse poslušamo, pa tudi gledamo te skice, kaj se predvideva, prihajamo do zaključka, da dejansko območje krajevne skupnosti Dobova, predvsem pa vasi, ki gravitirajo k reki Savi, ne dobijo skoraj nič, razen varovanja ob visokih vodah. Pa še to ni dobro načrtovano, ker ni upoštevana podtalnica oziroma odtakanje zalednih voda. Vpliv reke Sotle pa sploh ni obravnavan. Tako da tudi na tem področju bo krajevna skupnost s vsemi prebivalci in pa krajani, ki so nekako vključeni v to območje ob reki Sotli, vztrajala, da se istočasno ob izgradnji hidroelektrarne Mokrice in pa ob izdelavi državnega prostorskega načrta uredi tudi prostorski načrt za varovanje vasi Veliki Obrež, zaselek Gmajna in pa Dobova ob reki Sotli in da tudi na ta način tam se poboljša življenje, boljše mora biti, kot je do sedaj. Kajti tudi čez Veliki Obrež gre novi daljnovod, to poslabšuje življenje teh ljudi, ki tam živijo, poslabšalo bo življenje razlivno področje retenzijske vode reke Sotle ob velikih vodah reke Save, ki bo nekako spodbujala rast reke Sotle, tako da dejansko vztrajamo, da se istočasno pristopi k ureditvi problema reke Sotle, kakor tudi problema reke Save ob izgradnji hidroelektrarne Mokrice. Sotla je mejna reka, zato lahko rešitve v zvezi z njo nastajajo samo v sodelovanju s Hrvaško. Vpliv Sotle na poplavno varnost Velikega Obreža, Gmajne in zgornjega dela Rigonc se proučuje v ločenem projektu, je povedala Marjeta Rejc-Saje iz okoljskega ministrstva. Ostaja še vprašanje mosta. Čez jezovno zgradbo ni načrtovan zato, ker do njega zaradi zakonodaje ne bi smeli zgraditi asfaltne ceste po zemlji, predvideni za razlivne površine. 2 kilometra ceste od Loč do elektrarne bi morali postaviti na viadukt, kar je predrago.
Dejstvo je pa seveda, da je tu problem, da v preteklosti jim je bila obljubljena celo cesta, celo se je razmišljalo, da bo lahko tam speljana celo železnica iz mejnega prehoda Obrežje na Dobovo, vendar definitivno glede na to, da morajo to ostati retenzijske površine, to pomeni, da enostavno tam ni možno graditi cesto in seveda takšen most, ko je bil prvo narejen, ni možen. Seveda je pa možno premostitev narediti, predvsem za kakšni lokalni manjši promet in pa za kmetijsko prehodnost. Podjetje Hidroelektrarne na Spodnji Savi kot investitor v spodnjesavsko verigo je sprva za Mokrice načrtovalo most čez jezovno zgradbo, a je občina dala pobudo, naj se zgradi raje most pri Brežicah za potrebe nove vzhodne obvoznice od odcepa na avtocesti do Intermarketa. Sicer ni nemogoče, da občina od države izsili 2 nova mosta, ampak ne od investitorja v elektrarne. Z vidika koncesionarja je obveza premostitve na območju hidroelektrarne zapisana v koncesijski pogodbi. To pomeni z naše strani en most, ostalih mostov pač ne moremo komentirati kot koncesionar. Prostorski načrt za elektrarno Mokrice je razkril še greh iz obdobja gradnje avtoceste. Ta je omejila vas Ribnico ob Savi s 5 hišnimi številkami. Takrat je bil obljubljen odkup nepremičnin in selitev ljudi. Danes 15 vaščanov pričakuje, da bodo namesto Darsa to naredile elektrarne. Ja, mi smo pričakovali to, da se bo ugodno rešilo za naše, ko nam je že obljubljeno bilo, da nas bojo izselili iz tega območja. Ker ni pač nobenih mogočnosti, da bi se kakorkoli dejavnost tam več razvijala. Ne kmetijstvo najmanj, ker je to vse onesnaženo, obrt pa tudi tako, ker je vse preozko. In smo se s tem kar takrat sprijaznili, ko se je avtocesta delala, da bo do tega prišlo. Dejansko, ko zdaj vidimo ta projekt, nas je razočaralo to, da so nas oni potisnili čisto na rob Save. Bizjak pravi, da se tokrat ne bodo pustili peljati žejni čez vodo. Jo je preveč in ogroža njihovo eksistenco, razvrednoteno je tudi njihovo premoženje. Vsi enotni smo za odselitev, da bi tudi, če bo potrebno, nastopali tudi nekje, magar v Evropski skupnosti, da dosežemo to. Občina pri državnih projektih, kot so elektrarne, ne potrjuje prostorskega načrta, je pa poklicana, da poda mnenje o njem. Brežiški občinski svet je dal na osnutek načrta za elektrarno Mokrice negativno mnenje. Župan verjame, da bo ministrstvo razumelo to kot poziv k boljšim rešitvam. Mi zaenkrat bomo vse pripombe, ki bojo dane, zelo budno spremljali, vsako bomo poskušali maksimalno dobro preučiti, najti rešitve, tam, ki bojo sprejemljive, jih bomo maksimalno zagovarjali, seveda verjamem pa, da vse želje se pa tudi ne bojo dale uresničiti. Kajti tu je ogromno ozadij zakonskih podlag, katere nas zavezujejo, seveda tudi mi bi si želeli, da ne bi bilo teh retenzijskih površin, marsikaj bi si želeli, definitivno zakonodaja ima tudi neke svoje pravila. Ministrstvo za prostor bo uredbo za prostorski načrt Hidroelektrarne Mokrice sprejelo v prihodnjem letu, leta 2015, pa naj bi se začela njena gradnja. 1. oktobra leta 1862 so brez posebne slovesnosti odprli železniško progo Zidani most Sisak. Če takrat ni bilo fanfar, so bile 150 let kasneje, ko so temu jubileju posvetile pozornost Slovenske železnice. V Posavje je pripeljal posebni vlak. Za gradnjo proge Zidani most Zagreb-Sisak se je že leta 1848 zavzemal zasebni konzorcij. Najprej so razmišljali o konjski železnici, ko pa je železna cesta povezala Zidani most s Celjem, je stekla priprava na gradnjo proti Brestanici. Dela so se začela leta 1855 in se kmalu ustavila zaradi prazne blagajne Avstro-Ogrske monarhije. Gradnjo so prevzeli in uspešno zaključili zasebni vlagatelji. Ker je ta proga takrat najbolj zaznamovala Posavje, je bila osrednja proslava ob jubileju v Krškem. Tam so postavili muzejski vagon z razstavo o pomenu južne železnice. Dejansko smo želeli pokazati, kakšen je bil razvoj mesta, kajti mesto se je nekako razvijalo ob železnici, tudi sama industrializacija, prebivalstvo se je priseljevalo. Železnica je vplivala na vsestranski razvoj. Na poštni razvoj, recimo tudi takrat je bilo tudi tako, da so pošto prevažali s poštnimi kočijami, kasneje so pa prišli na vlak, zato ker zaradi lažjega prehoda, vsega skupaj. Pa tudi ljudje so se lažje potem
transport je bil lažji, ne? So hitreje prišli z enega kraja na drugi kraj. Ne? Za predstavo, kaj je še ne tako dolgo nazaj železnica pomenila za industrijo. Tovarna celuloze je dobivala včasih tudi po 200 vagonov na dan lesa, ne? Torej železnica spet imela neko pomembno vlogo. Ne? Proga je bila prvotno enotirna, že med gradnjo pa so bila dela na najtežjem odseku od Zidanega mosta do Krškega opravljena za načrtovani drugi tir. Razpis za njegovo gradnjo bi moral biti objavljen leta 1929. Ker kraljevina Jugoslavija ni imela denarja, je bil prestavljen za nedoločen čas. Drugi tir je bil zgrajen šele leta 1944 pod nemško okupacijo. Leta 1969 je bil odsek Zidani most Dobova elektrificiran in kot da se je glede modernizacije slovenskih železnic takrat čas ustavil. Prvi uradni vlak s parno lokomotivo je pred 150 leti prevozil 126 km proge od Zidanega mosta do Siska v 4 urah. Potovalna hitrost se danes pri nas žal ni bistveno povečala. Generalni direktor slovenskih železnic se sicer s to pikro opasko ni strinjal, a je priznal našo veliko zamudo. Je pa sigurno, da je potrebno ogromno vlaganj še v železniško infrastrukturo v Sloveniji. Kot veste, je lastnik infrastrukture Republika Slovenija. Slovenske železnice smo zgolj upravljalec in pa vzdrževalec javno-železniške infrastrukture. In seveda, glede na to, da sosednje dežele posodabljajo železnice in s tem njihov železniški promet, potniški promet konkurira tudi že notranjem letalskem prometu in da so te razdalje ratale krajše razdalje z hitrimi progami, je to nujno, da bo v prihodnosti se naredilo tudi v Sloveniji. Vendar je treba pa vedeti, da so za to potrebna ogromna sredstva. V času krize jih bo država težko zbrala in lahko bi rekli, da je vlak za modernizacijo železnice odpeljal. Zamudili smo že kar nekaj vlakov, ampak mislim, da pride še kakšen vlak in da se da to še vedno narediti. V vsakem primeru se to najbrž bo naredilo, vprašanje samo v kakšnem času. In kdo bo investitor? Kot smo slišali, južna železnica brez privatnih vlagateljev ne bi slavila 150 let. Kdo ve, kdaj bi bila zgrajena, če bi čakali na državne cekine. Danes je proga med Zidanim mostom in Dobovo del 10. evropskega koridorja, na katerem slovenske železnice opravijo skoraj polovico svojega tovornega prometa. A le četrtino tistega pred razpadom Jugoslavije. Računajo na povečan promet z vstopom Hrvaške v Unijo, saj je na tej progi potencial v blagovni menjavi med Nemčijo in Turčijo, pravijo na slovenskih železnicah. Brežiško društvo zbirateljev verigar takšne mejnike, kot je 1,5 železne ceste in druge, ki so pustili pečat v občini, zaznamuje z izdajo posebne znamke. Letos so pripravili 3 tematske znamke. Društvo deluje že 61 let, posebno dejavni pa so, odkar Pošta Slovenije omogoča izdajo osebnih znamk. Skratka, gre za majhno društvo zbirateljev, članstvo je tam od 18 do 21 našteje, vendar društvo je ves čas aktivno, pravi 60 let in deluje na območju naše občine. Ohranjamo kulturno tradicijo in skušamo spremljati tudi aktualne dogodke iz življenja našega kraja. Posebnih znamk imamo okoli 10. To so osebne znamke, ki je Pošta v zadnjih 6-7 letih začela pač uvajati neki novi program v svojem poslovanju. Osebne znamke pač prikazujejo lahko en dogodek in te dogodke običajno pač vežemo za občinski praznik ali za nekaj, tako da bi in občina in mi imeli nekaj od tega. Med temi znamkami so kar 4 posvečene uspehom olimpionika Primoža Kozmusa. Pošta Slovenije je izdala znamko samo o Primoževi zlati olimpijski medalji, Brežičani pa so vanj verjeli od njegovih začetkov. Ko je osvojil prvo medaljo, to je se pravi srebrno v Osaki, smo pač probali in smo rekli, bomo poskusili, kako se bo to izkazalo. Izkazalo se je fantastično in potem smo ga prosili, da enostavno postane kot naš član in tako tudi z njim sodelujemo. Očitno je Primoževa znamka iskana, saj so naleteli na ponaredek, je povedal Krhulec.
Društvo ga je odkupilo in pokazalo javnosti, da zbiratelji ne bi bili zavedeni. Znamke z našim najboljšim športnikom se namreč ne more kar tako izdati. Za serijo so morali dobiti soglasje Slovenskega in Mednarodnega olimpijskega komiteja. Grafično, in to je moje oblikovanje, posnetek pa smo prosili gospoda Primoža, da je prišel in smo naredili. Če pa oblikovanje in znamke in priložnostnega poštnega žiga in ovitka kot takega sem oblikoval sam. Izdali so tudi znamko za 150 let proge Zidani most-Sisak, saj so ocenili, da je ta proga pustila velik pečat na razvoju Brežic in Dobove kot mejne železniške postaje. Tudi to znamko in žig je oblikoval Veljo Krahulec. Na sliki osebne znamke je lokomotiva, ki je obnovljena in je sicer last turističnega društva Brežice. Drugače pa je kompleten ovitek, je prikazana kompletna proga, to se pravi Zidani most-Sisak, in priložnostni žig je isto tako narejen za staro lokomotivo in ostalim. Znamka s podobo obnovljenega stopnišča v Viteški dvorani, ki je šla letos pomladi, pa napoveduje nov projekt Društva zbirateljev Verigar. In sicer bi vsako leto radi izdali po eno znamko nekega objekta ali pa gostišča ali pa tako naprej, da bi prikazali in pospeševali turizem. To se pravi, da bi klub kot tak in nekdo, ki bo zainteresiran za to, pa stopili skupaj in to turistično prikazali. Njihovo dejavnost podpira tudi občina, saj je to zanjo promocija, pravi župan. Tudi naredi vedno neko posebnost na vabili za svečano sejo, ki imamo ponovadi zmerom 27. oktobra. In zelo vesel sem, da tudi v letošnjem letu je to enako in verjamem, da tudi v prihodnosti bo. Danes smo že slišali, da imajo velike načrte za drugo leto, predvsem pa za leto 2014, ki bo tudi 100-letnica obstoja našega vodovodnega stolpa. Ker je to edini tak stolp v Sloveniji, si bodo v društvu prizadevali, da bi znamko stolpom izdala Pošta Slovenije. Starostna doba našega prebivalstva se zvišuje, a je še vedno vse pozornosti vredno praznovanje 100. rojstnega dneva. V oktobru sta ga slavili kar dve Posavki. 12. oktobra je 100 let dopolnila Rozalija Štefanič iz Mrtvic. Ostalo je še toliko čilosti, da ob skrbni pomoči prostovoljke Slavice Stanič iz Podbočja lahko sama živi v svoji hiški. Ko šiva ročna dela, si rada zraven zapoje. Staničevi je zelo hvaležna za vse, kar naredi zanjo, prav tako Rozalijini otroci, ki živijo daleč stran. 6 dni kasneje, 18. oktobra, pa je v domu upokojencev Sevnica 100 let praznovala Uršula Koritnik. Na vprašanje, kako je v domu, je povedala. Prav lepo. Ja, jaz sem tako zadovoljna. Vse imam rada, vse so tako dober. Res, vsi so dobre. Čisto vse imam rada, kolikor jih je, hvala Bogu. Da jih je Bog dal tako dobre. Tako sama ne moram nič pomagati več. Ti vse pomagajo. Sevniški dom še nikoli prej ni imel stoletnice ali stoletnika, zato so se še posebej potrudili s proslavo. Veliko jih je prišlo čestitati, najbolj prisrčni pa so bili otroci iz vrtca Ciciban, ki v projektu medgeneracijskega sodelovanja gospo Urško obiskujejo že 3 leta. Slavljenka se je rodila v Jelovcu, v številni družini in je bila pri 2 letih oddana v rejo. Tam so jo omogočili le 2 leti osnovne šole na Telčah, tako da se je sama učila branja in računanja. Šolalo jo je življenje. Med vojno sta bila z možem izgnana v Nemčijo, kjer sta morala delati v tovarni gum. Delček vroče gume je poškodoval oko, da je oslepela. Ko sta se vrnila v domovino, sta zaživela v Krmelju. Ja, je bilo kar lepo. Tako ni bilo, ko je zdaj, ne. Je bilo čist drugač. Ampak je bilo kar dober. Svojih otrok nima, a si je s ponovno poroko po tistem, ko je ovdovela, primožila lepo število vnukov.
Imajo se radi. Svojim blagim karakterjem se je prikupila vsem, ki so se z njo srečevali in delali. Milenka Železnik jo je spoznala pred dobrimi 15 leti in zvesto spremlja Urškino pot. Urška je zlata ženska, res. Mi smo bili v Karmelju sosede in smo se zelo navezali eno na drugo, tako da je šla po raznih domovih v Trbovlje, v Brežice, Krško in nazadnje v Sevnico in sem jo redno obiskovala. Res sem se pri njej veliko naučila, jaz sem hmalj izgubila starše in smo še zato tako večje prijateljice ostale. Gospa Urška je hvaležna za vse, za obiske prijateljice in vnukov ter za pomoč osebja v domu. Bog jim daj zdravje, ti bi bili vse zdrave. Njej zdravje dobro služi. Ja, še kar. Hvala Bogu. Ni pa nikoli razmišljala, ali bi si želela dočakati 100 let. Ja, jaz ne vem, da mi je Bog toliko naklonil, da moram tako dolgo biti. Stanovalci doma so ji podarili goblen, ki ga je naredila ena od njih. Tudi sama je včasih uživala v ročnih delih, za kar je zdaj prikrajšana. Ja, to pa ne moram nič več. Delala sem veliko ročnega dela, kvačkala, štrikala, vse sorte. Zdaj pa ne moram, ne vidim. Ko bi vse videla. Ne vidim, to je najhujše. Takole v brezdelju, brez šivanke ali knjige je morda res kdaj dolgčas, pa mine ob klepetu s stanovalci in zaposlenimi, pa na prireditvah, praznovanjih in v spominih. Včasih so bili taborniki, koliko dogodivščin, toliko spominov. Taborniki so morali v arhiv zgodovine, Aljoša Rovan iz Brežic pa jih je obudil s prevodom romana 100 zmajev bosanskega pisatelja. Predstavitev slovenske verzije, ki je šla v nakladi 700 izvodov, je bila v Cerkljah ob Krki, ob tabornem ognju in zvoku kitare Petra Dirnbeka. Prav po taborniško. Kulturno društvo, drugi oder, je odigralo prigodo iz romana. Pa prisluhnimo najprej avtorju Nenadu Veličkoviču o vsebini romana, ki se dogaja nekaj let pred začetkom vojne v Bosni in opisuje 10-dnevne dogodivščine nekega taborniškega odreda. Junaki so dve dekleti in fant. Med njimi se že prvega dne začne nekakšna ljubezenska zgodba ali bolje rečeno ljubezenski zaplet. Nekje do konca romana se razreši. V teh 10 dneh spremljamo 100 junakov, 100 tabornikov in planink v njihovem vsakdanjem življenju. Igrajo se šalijo, drug drugemu počenjajo lumparije, govorijo pa tudi o zelo resnih temah. Včasih prespijo dan, da so aktivni po noči in padajo v nevarnosti. Jaz sem že zdavnaj nekje rekel in slišim, da to kroži po internetu, da je to mladinski roman poln ljubezni in smeha. Da to kroži po internetu, da je to mladinski roman poln ljubavi in smeha. Aljošo Rovana je tako prevzel, da se je preizkusil kot prevajalec. Roman 100 zmajev je njegov prvi knjižni prevod. To knjigo sem dobil za rojsten dan, sem jo prebral in sem se z njo zaljubil. In že nekaj časa sem se spogledoval z idejo, da bi prevedel kakšno knjigo. In ta se mi je zdela idealna, ker je bila v bistvu tako, kot bi bila pisana zame. In sicer knjiga govori o tabornikih, bil sem tabornik, noter imajo badmintonski turnir, igram badminton. Je malo tako jugonostalgična, tukaj me je tudi našla in sem rekel, pa dajmo probati. In potem sem pač kontaktiral avtorja in ga vprašal, če bi bil on za stvar, in potem smo se tako počasi zmenili in to je ta zgodba. Roman ima skoraj 500 strani. Gre za zahtevno delo, saj je Rovan poskrbel, da se v prevodu ni izgubila pripovednost sočnega sarajevskega narečja. Dva aspekta sta mi delala nekaj težav, in sicer prvo je bilo precej rimanga besedila. Tukaj nisem glih doma, nisem nikoli pisal kakšne poezije, tudi v tistih ranljivih najstniških letih ne. Tukaj mi je veliko pomagal prijatelj Peter Dirnbek. Druga stvar je pa ta, da sta si jezika, ta
jugoslovanski, ali kako bomo rekli, pa slovenski precej podobna in te zna hitro odnesti, da je stavčna struktura na prvi pogled v redu, vendar pa, ko drugič bereš, vidiš, da to ni slovenska oblika in pač potem popraviš. Pisatelj Veličkovič je spremljanje prevajalskega procesa zaupal Zoji Skušek, urednici založbe. Ona je rekla, da je prevod izvrsten, da je Aljoša našel rešitve za tisto, kar se je zdelo nemogoče. Tudi sam, čeprav ne obvlada slovenščine, daje prevodu oceno odlično. Potem, kakšna vprašanja je Aljoša postavljal, kakšne podrobnosti je iskal v romanu in na kakšne moje pomanjkljivosti ter napake me je opozarjal, sem pripravljen sprejeti. Da je v tem smislu ta prevod morda boljši od originala. Včasih so bili taborniki, danes so skavti. Generacija tabornikov je prepričana, da skavti nikoli ne bodo imeli takšnih spominov na čas svoje mladosti, kot jih imajo taborniki. Preberite 100 zmajev in primerjajte. Spremljali ste Posavski obzornik. Vidimo se spet čez 14 dni z novimi zgodbami. Do takrat, nasvidenje.